Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes bomo spoznali radovednega Ježka Herbija, ki se je pripravljal na svojo prvo pravo pustolovščino. Čeprav se je sprva spraševal, ali je sploh dovolj pogumen za nov korak, je kmalu odkril, da v sebi nosi več moči, kot si je kdajkoli predstavljal. Z malo domišljije in veliko srčnosti se je podal v svet, ker so ga čakala presenečenja in nova prijateljstva. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Herbijeva velika pustolovščina. Herbij se je rodil ob koncu poletja, ravno ko je začelo odpadati prvo jesensko listje v gozdu. Mamica, je vzkliknil Herbij, ko je odprl oči. Dobro jutro, Herbij, mu je mamica rekla nežno. Herbij se je privil v njen objem. Vse je bilo tako, kot je moralo biti. Kmalu se je Herbij začel igrati. Zakopal se je v skrivno jamo, strmoglavil v zeleni goščavi in se zakotalil po strmem pobočju gore. Jej! Herbij je rastel zelo hitro. Iz dneva v dan je vse bolj postajal velik jež. Nekega dne mu je mamica povedala vznemirljivo novico. Herbij, je rekla, zdaj si že skoraj pripravljen na svojo prvo pustolovščino, iskanje hrane. Iskanje hrane? Je vprašal Herbij. Šel boš raziskovati in poiskati kaj dobrega za podzob, mu je pojasnila. Herbij je bil začuden. Toda mamica, na to še nisem pripravljen. Saj sem samo majhen ježek. Herbij, pripravljen si. Zdaj znaš kopati, se prevračati in bohati. Odšel boš v svet in raziskoval, k meni pa se boš vrnil, ko bo tvoje pustolovščine konec. Še prehitro je prišel veliki dan. Veliko sreče in uživaj, mu je zaklicala mamica. Herbij je drhtel od pričakovanja in se pogumno odpravil v svet. A še preden se je dobro spoznal z njim, že ga je dvignil v zrak vrtinec zahodnega vetra. Herbij se je prekopiceval in obračal ter pristal na kupu pravkar odpadlega listja. Hrešč! Hitro je začel brskati po njem, da bi si našel kaj za podzob. Le kaj me je tako skrbelo, se je spraševal. Iskanje hrane je vendar zabavno. Herbij je grizljal jabolčni ugrizek in zdelo se mu je, da je vse tako, kot mora biti. Ravno ko je Herbij začel kopati malo globlje, je skozi gozd privršal nov piš vetra. Herbij se je trdno oprijel majhnega rjavega lista. In veter jo je ponesel daleč stran. Zaprl je oči, medtem ko ga je zrak vrtinčil okrog in okrog. Pristal je z glasnim pok. Brr. Izkopal se je na plan in odprl oči. Vse je megljalo in se bleščalo. Herbiju je bilo hladno in ves je bil moker. Zagledal je mali list, ki ga je odnesel tako daleč. In že se je nečesa domislil. Tada!
Herbijev mali list je postal klobuk. Herbie se je po svoji poti povzpel na najvišji vrh sveta. Potem pa je postal zaspan in zaželel si je, da bi se lahko ulegel k počitku. Toda kje? Najprej si je ležišče poskušal pripraviti svojega bodičastega prijatelja. Nato se stlačiti v trolov žep in se stisniti pod sovino perut. A naj se je še tako trudil, Herbie nikjer ni mogel spati tako udobno kot v materinem naročju. Potem je Herbie zagledal skrivnostno senco. In ko je bil vse bližje in bližje, je senca postajala vse večja in večja, dokler ni Herbie stal v senci velike matere severne medvedke. Jaz sem Herbie, je rekel ježek pogumno. Ves dan sem brskal in vohljal za hrano, zdaj pa iščem prostor za počitek. Zebe me in zaspan sem. Zapihal je nežen vetrič in Herbie je videl, kako mama severna medvedka prikimava in ga vabi v svoje naročje. Brez pomisleka je stekel k njej. Prijazna mama severna medvedka je ježka toplo objela. Vse je bilo, kot je bilo treba, in Herbie je zaspal. Herbie je vso noč trdno spal. Zjutraj se je počutil bolje. Hvala, mama severna medvedka, se je zahvalil Herbie in se skobacal iz njenega naročja. V tistem trenutku je okrog njega zažvižgal gromozanski piš vzhodnega vetra. In veter ga je dvignil ter nesel vso pot do doma. Kar vedela sem, da se boš danes vrnil domov, Herbie, je rekla njegova mamica. Imela si prav, mamica, je rekel Herbie. Res sem bil pripravljen na veliko pustolovščino. Ampak šele zdaj, ko sem doma s teboj, se mi zdi, da je vse tako, kot mora biti. A še res je. Kako čudovita, pustolovsko obarvana pravljica. Bravo, Herbie, tudi mi smo uživali ob tvojih pogumnih doživetjih. Namreč pogum se prične takrat, ko naredimo prvi korak. Tudi če ne vemo, kam točno nas bo pot popeljala. A z domišljijo, vero vase in prijaznim srcem lahko tudi vsak izmed nas odkrije svoj svet čudes. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni pravljici s knjižnim junakom Ježkom z naslovom Veliki bučni podvig. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in naj vas Ježkova pustolovščina zaziblja v nežen spanec. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi prikupnega Ježka Herbija. Čau, čau! Bravo, Ježek. Zdaj pa hitro na zimsko spanje.